Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu EF. Današnji gost je profesor Jože P. Damjan, govorila pa bo o krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Dober dan. Dober dan. Kako bi ocenili napredek Slovenije na tem področju v zadnjem desetletju? Ja, tukaj je večji problem, bi jaz povedal. Slovenija je po tej finančni krizi in potem po letu 2014 začela relativno hitro rasti in je v bistvu nadoknadila ta velik upad, ki se zgodil takoj po finančni krizi. Potem je prišlo obdobje covida, koronske krize, in po koronski krizi je Slovenija relativno hitro okrevala, oziroma je bila med 3-4 državami Evropske unije, ki so najhitreje okrevale, najhitreje rasle. To pa predvsem pa zaradi tega velikega infrastrukturnega pusha, se pravi zaradi teh velikih infrastrukturnih projektov, ki so poganjali gospodarsko rast in imeli velike multiplikativne učinke na ostale panoge. Potem pa je prišla ta energetska kriza in pa ta geostrateški vidik, se pravi geostrateška zaostritev, se pravi na relaciji med velikimi silami, predvsem med ZDA in pa Kitajsko, in pa ta nov kitajski šok 2:0, ki se je zgodil predvsem v Nemčiji. In potem, ker je Slovenija zelo močno navezana na izvoz v Nemčijo, je seveda slovenska industrija zaradi tega prizadeta in tako da v bistvu zadnji 2 leti lahko vidimo to stagnacijo oziroma nazadovanje, zelo nizko gospodarsko rast. In ključen problem, ki ga jaz tukaj vidim, je, da pač v Sloveniji v bistvu nimamo neke vizije na tem področju, se pravi, kaj narediti v tem času teh velikih geostrateških premikov. Se pravi, nimamo vizije, niti nimamo strategije, kako se na to odzvati in zaradi tega seveda smo se tudi lotili potem mi sami oblikovanja neke strategije. Kot to strategijo lahko razumemo najnovejši gospodarski program Made in Slovenija 2035, vodili ste njegovo pripravo. Kateri so ključni ukrepi iz njega? Tukaj je predvsem pomembno, kar smo mi hoteli tukaj nasloviti, je to, se pravi, pogledati, kakšni so razvojni izzivi za podjetja, kako jih podjetja vidijo, kako se nameravajo na nje odzvati. In to je bil ta top oziroma bottom-up pristop, se pravi od spodaj navzgor smo dejansko pogledali, kako se podjetja vidijo te izzive, na kateri način se bodo prilagodila temu, koliko so sama pripravljena investirati v to prilagoditev, ki se trenutno dogaja. Drug vidik je pa ta razvojni vidik, kje so naši strateški sektorji, kamor bi se moralo slovensko gospodarstvo usmeriti. In tukaj smo kopirali ta kitajski pristop Made in China 2025, ki je v bistvu definiral strateške sektorje. In v Sloveniji smo enako pogledali, kateri so strateški sektorji prihodnosti, ki dejansko gredo v skladu z tem globalnim prestrukturiranjem in so seveda identificirali te sektorje kot predvsem tale e-mobilnost oziroma avtomobilska industrija, ki se prestrukturira v smeri e-mobilnosti, elektroindustrija v smeri pametnih tovarn, robotizacije in tako naprej. Potem je recimo na strani hrane, predvsem tale avtonomija, prehranska avtonomija v Sloveniji, ki je ključna. Potem imamo recimo logistika, ker je Slovenija pač na tej poti, logistični poti med vzhodom in zahodom. Potem imamo tukaj še določene druge storitvene dejavnosti, ki so tudi ključne in seveda ne smemo pozabiti teh novih tehnologij, ki bodo ključne predvsem z tega vidika, da spodbujamo nova podjetja v novih tehnologijah in pa v integraciji teh novih tehnologij v vse te tradicionalne panoge, ki jih imamo v Sloveniji, kajti to, kar se zdaj dogaja recimo na področju umetne inteligence, je močna zadeva, izjemno huda zadeva. To lahko pomeni v bistvu nov velik šok, ki se bo zgodil, ker bodo pač večini panog bo prišlo zaradi tega do racionalizacije, do velikih odpuščanj. Po drugi strani je pa to velik izziv seveda na strani novih tehnologij, se pravi, kako izkoristiti te zadeve, da določene industrije na novo razvijamo ali pa obstoječe industrije naredimo bolj konkurenčne. Predlogi tovrstnih ukrepov pogosto trčijo ob vprašanje financiranja. Kako je financiranje predvideno v tem programu? Mi smo ta program naredili na podlagi razvojnih načrtov samih podjetij, se pravi, sodelovalo jih je več kot 90 podjetij, ko smo pripravljali ta program in smo identificirali, se pravi, koliko so same pripravljene investirati v ta nadaljni razvoj v naslednjem desetletju in smo ugotovili, da je v bistvu teh investicij za več kot 19 milijard evrov. To so te lastne investicije podjetij, koliko so sami pripravljeni investirati.
v razvoj. Potem smo pa seveda pogledali tudi, kakšna bi lahko bila vloga države tukaj, ki bi v bistvu ob tem, da bi sama opredelila te strateške prioritete, koliko bi sama pripravljena sofinancirati tukaj. In smo v bistvu nekako naredili strukturo, da 3/4 teh sredstev, teh 19 milijard, pokrije sama industrija oziroma samo gospodarstvo, 1/4 pa pride iz strani države oziroma iz evropskih sredstev. In tukaj smo na strani države identificirali predvsem dva ključna sklada. En sklad je ta sklad za nacionalni sklad za konkurenčnost, ki bi naj prispeval tam okrog 2 milijardi evrov temu dodatno. Drugi vir je pa ta tehnološko-inovacijski sklad, ki pa naj bi pomagal pri razvoju predvsem zagonskih podjetij in razvoju teh novih tehnologij, kjer smo predvideli vrednost 750 milijonov evrov v enem desetletju. Pomembni so pa seveda učinki na podlagi tega. Kakšne konkretne učinke bi dalo uresničenje ukrepov iz takšnega programa? Pravi, samo če upoštevamo te razvojne načrte podjetij, brez neke dodatne vloge države glede dodatnega spodbujanja strateških sektorjev, bi teh 19 milijard evrov dodatnih investicij lahko dvignilo slovenski BDP za okrog 50% v enem desetletju. Tukaj znotraj so potem seveda tudi multiplikativni učinki na podlagi teh investicij, ki vplivajo tudi na vsa ostala podjetja. To pomeni potem dodatno pospešitev gospodarske rasti za blizu 2% točki na leto, kar je izjemno veliko. In pa to pomeni, da bi tukaj lahko ustvarjali tudi okrog 55.000 novih delovnih mest oziroma nadomestili obstoječih 55.000 mest, ki so ogrožena zaradi tega tehnološkega prestrukturiranja, zaradi teh geostrateških premikov in tako naprej. Multiplikativne učinke investicij tudi sicer pogosto obravnavate pri svojem raziskovalnem delu. Kaj bi v tem trenutku na tem področju za Slovenijo izpostavili torej kot kritičen korak? Ja, ključno je predvsem najprej definirati razvojne prioritete, ne samo na strani podjetij, ampak tudi na strani države, jih medsebojno uskladiti in pogledati, spravi, investicije na kateri strateški sektor bi dali največje potencialne učinke za gospodarsko rast. Se pravi, to pomeni, da upoštevamo neposredne učinke in potem tudi multiplikativne učinke na vsa ostala podjetja. Recimo, kot smo že prej omenili, umetno inteligenco, se pravi, investicije v aplikacije umetne inteligence imajo izjemne multiplikativne učinke na vse ostale panoge, kajti to pomeni, da v bistvu vse ostale panoge lahko postane bolj, se lahko racionalizirajo, povečajo svoj obseg poslovanja in to ima izjemno multiplikativni učinek na celotno gospodarstvo. Nekatere države se tega izjemno zavedajo, recimo Kitajska, je tam umetna inteligenca v izjemnem porastu in tudi druge države so zdaj poskušajo te zadeve posnemati, na veliko integrirajo te različne modele umetne inteligence v svoje tekoče poslovanje in tukaj imajo imajo kitajski ponudniki teh modelov veliko prednost, ker so open source, pravi odprtokodni in ker so zastonj, za razliko recimo od ameriških modelov in seveda to je lahko tudi prednost za nas, za naša podjetja, pravi izbirata pravih modelov, tisti, ki so pa tudi recimo bolj cenejši z vidika njihove uporabe, kajti to pomeni potem tudi hitrejšo aplikacijo teh modelov v gospodarstvo in to lahko pomeni velik pritisk oziroma velik push za nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva. Najlepša hvala za pogovor, profesor Damjan. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, spremljajte nas še naprej.